Lepo pozdravljene, drage gledalke in gledalci. Posavske občine imajo v letu 2022 zastavljene zelo ambiciozne cilje na številnih področjih. Mestna občina Krško za investicije namenja kar 21,5 milijona evrov, Sevnica 8,6 milijonov, Brežičani polovico, Kostanjevičani pa 60% svojega proračuna. Poglejmo podrobnosti. Mestna občina Krško začenja leto 2022 z enim najvišjih proračunov v svoji zgodovini, v katerem kar 21,5 milijona evrov namenja za investicije. Nadaljuje se projekt nove knjižnice, dokončanje osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu, energetska sanacija doma 14. divizije na Senovem, ureditev parka pri gradu Rajhenburg, pričenjajo se aktivnosti na prizidku zdravstvenega doma Krško, projekta novega bazena ter umeščanje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v staro mestno jedro. Obnavljale in modernizirale se bodo številne lokalne in državne ceste. Gradila se bo komunalna infrastruktura na Krškem polju. Leto 2022 bo vsekakor zaznamovano kot leto enega največjih proračunov, sicer na strani porabe predvidevamo porabo nekje 48 milijonov evrov, od tega je približno 21,5 milijona evrov namenjenih za investicije. Ta znesek pomeni izjemno velik napor za izvedbo vseh projektov, ki jih načrtujemo. Seveda teh projektov je zelo veliko, ampak če bi omenil nekaj glavnih projektov, je vsekakor v ospredju gradnja centralne knjižnice, ki naj bi bila v letu 2022 dokončana v prvi fazi. Tej v nadaljevanju sledi druga, ki naj bi prav tako znašala 3 milijone evrov. Druga faza naj bi obsegala obnovo starega samostana, se pravi kompletno adaptacijo. S tem bi potem dobili celotno podobo knjižnice tako, kot si jo sicer želimo in tako, kot je bila načrtovana. V letu 2022 sledi dokončanje investicije v šolsko in predšolsko vzgojo v Velikem Podlogu, kjer bomo 100-letno stavbo nadomestili z novim objektom s 4 oddelki vrtca in 4 oddelki osnovne šole, kar bo zopet pokrilo en dobršen del potreb, ki nastajajo sicer v šolskem okolišu Leskovec, ampak glede na to, da se veliko ljudi priseljuje v ta del občine, bo seveda to tudi velika pridobitev za njih. Zelo pestro bo tudi na področju gradnje infrastrukturnih objektov. Tu prednjači cestno omrežje. Našo udeležbo v gradnji ceste G1-5 ali pa glavne mestne ulice, cesta Krških žrtev, ki je kar precej zahteven projekt in bo stal še nekje okrog 4 milijone evrov. Poleg tega tudi različnih drugih projektov, raznih cest v občini, namreč vedeti je treba, da imamo skoraj 800 km veliko cestno omrežje in te cest nikoli ne zmanjka. Obnavljali bomo tudi mestne ulice in gradili kanalizacijske sisteme, sicer predvsem na območju krajevne skupnosti Veliki Podlog in pa Raka. Že kar nekaj časa potekajo priprave na sanacijo doma 14. divizije na Senovem, ki že kar nekaj časa se potika po naših mizah in sicer najprej kot sanacija telovadnice, potem kasneje pa še kot sanacija celotnega doma 14. divizije, sedaj pa upam, da bomo pravzaprav šli v sanacijo kompletno, ne samo energetsko sanacijo, ampak tudi obnovo samega objekta. Zaradi dodatnih programov dodatne prostore potrebujejo tudi v zdravstvenem domu Krško. Dela na objektu naj bi potekala v letih 23 do 25. V načrtih imamo tudi dozidavo zdravstvenega doma v Krškem, ki je z širjenjem različnih dejavnosti. Poleg osnovne zdravstvene dejavnosti se širijo tudi druge dejavnosti, ki sodijo sicer v sklop zdravstva, vendar niso osnovna dejavnost in zaradi tega že kar nekaj časa se kaže potreba po dozidavi približno podobnega tlorisa, kot je že sedaj v funkciji, edino etaž bo nekaj manj, preselila bi se tudi lekarna v nove prostore. S tem bo seveda dane boljši pogoji za delo lekarne oziroma tudi zdravstvenega doma. Aktivnosti potekajo tudi na projektu Krškega bazena. V teku je razpis za izbor projektanta. Upam, da bo leto 2022 zaznamovano s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in ustvarjanjem vseh pogojev, da se bo lahko ta gradnja začela. Ravno tako projektiramo tudi
osnovno šolo dr. Mihajlo Rostogar. Upam, da bo OPPN sprejet v začetku leta 2022, potem pa nadaljujemo s samim projektom, ki ne bi potem nekako zakrožil leto 2022. Za bazen imam željo, da bi nekje konec leta 2022 že začeli samo gradnjo, se pravi najkasneje nekje v začetku leta 2023, vse je odvisno od tega, do kakih zapletov lahko pride tako pri izboru projektanta, kot tudi pri izboru samega izvajalca. Medtem ko osnovna šola dr. Mihajlo Rostogar pa nekje v sredini leta 2023, če bo vse po sreči in če bodo tudi mogoče na voljo kakšna državna sredstva. Znatna sredstva bodo v prihodnjih letih dodeljena tudi prostovoljnim gasilskim društvom v občini. V ta namen so opravili novo kategorizacijo vseh društev in uskladili njihove potrebe po novi opremi. Po načrtu potreb gasilskih društev sedaj nadaljujemo z realizacijo teh potreb, in sicer v smislu nabave različnih vozil. Teh vozil je zelo veliko. Skupaj računamo, da bo v naslednjih nekaj letih investicija v ta vozila cirka 3 do 3,5 milijona evrov. S tem bi se potem pomladila kompletna flota gasilskih vozil, ki jih potrebujejo naši gasilci. Sporedno s tem teče tudi postopek nabave osebne opreme gasilcev. Namreč zavedamo se, da gasilci tvegajo svoje življenje v neustrezni opremi, v akcijah pa je to tveganje še toliko večje, in zato mislimo, da je prav, da jim vso opremo, ki je potrebno, osvežimo, jih primerno opremimo, tako da bodo lahko delovali v varnem okolju. Istočasno pa lahko rečem, da smo s prostovoljnimi gasilci v Leskovcu in krajevno skupnostjo Leskovec dosegli sporazum, da gremo v prenovo doma prostovoljnih gasilcev Leskovec, ki bi s tem, torej gasilci bi pridobili nove prostore oziroma osvežene prostore, garaže in vse, kar je pač potrebno za njihovo delo. Po drugi strani bi pa krajevna skupnost pridobila neke vrste kulturni dom oziroma dom, v katerem bodo lahko namestili tudi kulturno društvo Leskovec, ki je zelo aktivno in dejavno. V novem letu želijo na Mestni občini Krško povečati tudi priključenost na obstoječe čistilne naprave. Nadaljujejo z urejanjem komunalne infrastrukture v Gržeči vasi in Malem Podlogu ter v poslovni coni Vrbina. Poleg tega pa nameravajo še naprej podpirati program za starejše Most. V občini Sevnica bodo v novem letu nadaljevali z izvedbo 3 velikih kohezijskih projektov. Projektov hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov, ki obsega več odsekov v skupni dolžini 21 km, urejanje obrtne cone Šmarje ter odvajanje odpadnih voda. Velik poudarek bo ponovno na šolski in predšolski vzgoji. Leto 2022 ima kar nekaj poudarkov, kar nekaj velikih projektov, ki so se odprli po nekako večjih kombinacijah, in če je izpostavljeno, da je šolsko zastavljen, tudi infrastrukturno na drugi strani. In pri šolstvu je najpomembnejši poudarek v tem, da si je občina Sevnica postavila cilj urediti šolske in predšolske objekte tudi v kakšnem obsegu v okviru strategije, ki jo je občinski svet sprejel, in temu cilju sledimo. Po kar nekajletni prostorski stiski se prične dozidava osnovne šole Blanca. Dozidava osnovne šole na Blanci je nujno potrebna in je tudi predlagana v proračunu in se izvrši v letu 2022 in 2023 zaključi. Osnovna šola Ana Gale, nujno potrebna drugega objekta, in to je tudi bilo določeno strategijo. Teče projektiranje za gradbeno dovoljenje in v sredini leta želimo pričeti z gradnjo. Tukaj smo pri tem objektu pa smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev iz Ministrstva za šolstvo, in skoraj polovico sredstev za ta objekt pridobimo z Ministrstva za šolstvo, kar je zelo pomembno, da je ministrstvo prepoznalo ta objekt kot zelo pomemben in ga je podprlo s sofinancerskimi sredstvi. Nadaljujejo in zaključujejo s kohezijskimi projekti. V Šmarju bo neugodno križišče zamenjal rondo.
Kohezijski projekti, opremljanje poslovne cone v Šmarju, zaključevanje in nadaljevanje tega projekta, vsebinsko nadaljevanje z investicijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo z ureditvijo rondoja. In na tak način bo urejena prometna konica preko železniške proge z nadvozom in prometna konica na križišču, kjer se iz Savske ceste sedaj priključujemo na cesto Boštanj-Planina s trokrakim križiščem, ki ga bo zamenjal rondo. Tudi kohezijski projekt urejanja vodooskrbe. Po precejšnjem delu občine, posodabljanje, dodatna izgradnja vodovodnih sistemov sledi ciljem projektov vodooskrbe. Sanacija kanalizacijskih sistemov v Sevnici, na odsekih, kjer še ni zgrajenih kanalizacijskih sistemov, dobrih 800 000 evrov vreden projekt, ki sledi ciljem posodabljanja in dodatne gradnje kanalizacijskih sistemov v samem mestu. Precej dela bo tudi na vzdrževanju in sanaciji razvejanega cestnega omrežja. Stalnica v tem delu, kjer posodabljamo najbolj prizadete odseke, tudi nekoliko manj varne in razvijamo objekte. Pripravljamo tudi projekte skupaj z Direkcijo za infrastrukturo za izvedbo na državnih cestah. Pričakujemo zaključek projekta rekonstrukcije ceste Loka-Račica. Ocenjujemo, da bomo uspeli pridobiti še delno potrebna zemljišča na tem odseku v skladu s projektom in da bo ta projekt nekako pripravljen za izvedbo v prihodnjih letih. Izvedbo pričakujemo tudi na projektu rekonstrukcije državne ceste Šentjanž-Glino. Zagotavljamo sredstva za sofinancerski del občine v tem delu in po začetku gradnje te ceste in križišča pri osnovni šoli v Šentjanžu lahko nadaljujemo z izgradnjo zunanjih površin, športnih površin pri osnovni šoli v Šentjanžu, kar je zelo pomembno za to osnovno šolo. Ravno tako ali pa še celo bolj, ker je število otrok večje, je pa pričetek izgradnje športnih površin pri osnovni šoli v Sevnici, kajti v tej osnovni šoli je skoraj polovico osnovnošolskih otrok in imajo zelo majhne, neprimerne športne površine na tem delu. Zelo intenzivno pa sodelujejo tudi pri državnih projektih v občini. Moram pa izpostaviti, da zelo aktivno sodelujemo tudi na državnem projektu gradnja mostu Log, kjer teče pridobivanje zemljišče. Tukaj nekako sledimo s podporo Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo in tudi pri projektu prenove železniške postaje v Sevnici, kjer sodelujemo z Ministrstvom za infrastrukturo, kajti železniško postajo res si želimo, da bi se prenovila v sodobnem smislu, kajti podhod na perone in podvoz pri Stillesu so ureditve, ki jih potrebujemo v tem sodobnem času in sredi mesta novega dela Sevnice, ki bo nekako omogočil varnejše in bolj pretočno prometno povezavo vseh oblik prometa, tako pešcev, kolesarjev in ostalih v tem delu. Za investicije občina Sevnica v letošnjem letu namenja 8,6 milijona evrov. Največ dela v občini Brežice bodo v letu 2022 posvetili 3 evropskim projektom, za katere so pridobili precejšnja sofinancerska sredstva, od kolesarskih poti do hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov. Velik in predvsem zahteven projekt je tudi prenova tamkajšnjega vodovodnega stolpa. Za večino projektov v novem letu so pogodbe že podpisane. Naj povem, da tudi drugo leto bo izjemno visok proračun, 41 milijonov evrov, od tega kar 20 milijonov evrov investicij, kar pomeni seveda, da bo res tudi drugo leto izjemno močno investicijsko. Sigurno najpomembnejše investicije so te, ki so podprte z evropskimi sredstvi, tudi najvišje, to gre za 2 kolesarske steze, kolesarska steza Brežice-Dobovo in pa Brežice-Krška vas. Vrednost samo kolesarske
steze gradbenih del je 2 milijona 100, kompletna kolesarska steza se ocenjuje na 2 milijona 800, s tem seveda, da tu gre še za arheologijo, potem gre za nadzor, za zemljišča in pa za projektno dokumentacijo. Izgradnja kolesarske steze bo veliko pripomogla tako k varnosti prometa, varnosti kolesarjev, potem neka sigurna povezava med Brežicami in Dobovo, kajti pripravljeni so že tudi projekti, da se ta kolesarska steza nadaljuje vse do mejnega prehoda Rigonce. Cilj investicije je seveda izboljšati trajno mobilnost naših občanov, to je bil tudi namen pridobivanje sredstev, tako da jaz verjamem, da s tem bomo predvsem bistveno izboljšali, kar se tiče trajne mobilnosti, kajti ta kolesarska steza kasneje naj bi bila vse do mejnega prehoda Rigonce. Upamo pa tudi, da bo v bodoče še stekla kakšna navezava na Kapele in vse do Bizeljskega. Potem bi bil to že nek sklenjen tak krog kolesarske povezave, ki bi bil zanimiv strani varnosti in pa tudi strani spoznavanja naše občine. V izvedbi je tudi projekt hidravličnih izboljšav. Gre za projekt, ki je narejen skupaj z Bistrico ob Sotli, gre praktično za 40 km vodovodnih sistemov, zgrajeni morajo biti tudi 3 vodohrami, vrednost projekta je 6,7 milijona evrov, od tega bomo praktično dobili skoraj 4,8 milijona evropskih in pa državnih sredstev, ostalo bomo pa zagotovili občina Brežice in pa občina Bistrica. Projekt mora biti končan do avgusta leta 2023. Praktično bomo s tem omogočili 3200 občanov kvalitetno oskrbo z pitno vodo in jaz sem vesel, da nam je to uspelo. Podjetje HPG je bilo izbrano kot izvajalec in jaz verjamem, da bomo s tem veliko pripomogli predvsem k ohranjanju narave, zmanjšanju izgub in pa kvalitetne zagotavljanje pitne vode za naše občanke in pa občane. V občini Brežice so tudi zelo veliki primeri cevi, praktično bojo vse cevi zgrajene iz duktila, gre pa vse tam do praktično FI 200 in pa 2 velika vodohrama bosta zgrajena v občini Brežice. V glavnem gre za odseke praktično Pišece, Bizeljsko in pa en odsek med Dobovo in pa Žepeljevcem. V načrtih imajo tudi številne druge investicije. Prav tako pa seveda so poleg tega še naše druge investicije pomembne, to so vodovodni stolp. Finančno se zaključujejo vrtci, v katere bojo vselitev že nekje v februarju, vrtec Artiče in pa vrtec Dobova. Načrtujemo seveda tudi nove industrijske cone, kajti praktično te industrijske cone smo uspeli zapolniti z podjetniki in pa obrtne cone, prav tako pa še veliko drugih projektov, predvsem kar se tiče cestne infrastrukture, praktično na vseh področjih občine Brežice, tako da bo tu kar precej investicij tudi v naslednjem letu. Pripravljamo se na to, da bi se dogradil zdravstveni dom, to bo nova investicija, prav tako naj bi se kanalizacija nadaljevala v Krški vasi in pa vodovod Pečice Križe, kar pomeni seveda, da bomo poleg teh velikih projektov izvajali tudi manjše. Prav tako bo seveda precej ostalih še investicij, pri vsem tem pa moram povedati, da nismo pozabili na naše občane, kar pomeni, da v proračunih za naslednje leto bo vsaj toliko sredstev za programe športa, kulture, sociale in ostalih, kot je bilo v lanskem letu praktično in pa tudi v letošnjem letu. Povem naj, da je sodelovanje izjemno dobro tudi z Centrom za socialno delo in pa z vsemi ostalimi, katerimi izvajamo skupne akcije pri blaženju pomoči tistim, ki so tega najbolj potrebni, kar pomeni seveda, da bo tudi v občinskem proračunu še naprej sredstva za enkratne socialne pomoči, za pomoč na delo in pa ostalo. Glede na to, da nas je država razbremenila tudi določenih teh stroškov, bomo lahko pomagali tudi ostalim, kot so Rdeči križ, Karitas in vsem ostalim. Tako da jaz sem prepričan, da leto 2022 bo leto, ki bo prav tako močno investicijsko, bo pa usmerjeno predvsem našim občanom in jaz samo upam, da bo virus v letu 2022 nekako ošvohnel, da več ne bo toliko prepovedi, omejitev.
Pričakujejo pa tudi ponoven razcvet na kulturnem in turističnem področju. Da bo počasi nekako tudi izvedel ta virus, kajti občina Brežice bo še naprej podpirala vsa društva in verjamem, da to je tudi bistvo. Poleg tega pa seveda treba poudariti, da tudi turizem je za nas ključnega pomena. V letošnjem letu v tisti sezoni, ko je bilo možnost, so bili rezultati dobri in jaz verjamem, da drugo leto bojo tudi na turističnem področju se stvari normalizirale. V letu 2022 bo občina Brežice tudi Evropsko mesto športa. Prav tako pa seveda smo v leta 2021 pridobili tudi določene nazive, kot so mesto športa za 2022, kar pomeni seveda, da se bo na tem področju precej razvijalo. Dobili smo tudi priznanje za transparentnost, kar pomeni, da tu imamo še več dela. Določena sredstva pa bodo namenili tudi številnim zelo aktivnim društvom v občini. Smeli letošnji razvojni načrti bodo ob želji, da bi s skupnimi močmi vendarle premagali breme korona krize, v ospredju pozornosti tudi v kostanjeviški občini. Poglejmo podrobnosti. Po soglasno sprejetem proračunu, ki so ga tamkajšnji svetniki obravnavali na decembrski redni seji, se v Kostanjevici z optimizmom ozirajo v letošnje leto. Sam proračun je investicijsko naravnan, skoraj 60% proračuna gre za investicije, kar me sploh veseli. Seveda je to tudi en rekordnih proračunov za našo občino, tako da če bomo to vse realizirali, bo mogel biti seveda vesel. Finančno najtežja naložba bo začetek izgradnje skoraj 20 km dolge kolesarske povezave med Krško in Kostanjeviško občino. Gradbena dela naj bi bila končana do maja 2023. Za naložbo v Kostanjevici letos namenjajo nekaj več kot 1,3 milijonov evrov. Večino predstavljajo nepovratna državna in evropska sredstva, 350 tisočakov bo lastnih sredstev. Seveda počakali se bo samo vremenske razmere in izvajalec je izbran, tako da ta projekt bo potekal. Tudi finančna sredstva so nekako za ta projekt zagotovljena. Seveda to je za leto 2022, cela investicija pa seveda tukaj enkrat večja. Drugo večjo naložbo obnovo južnega lesenega mostu, za katero v proračunu namenjajo 520 tisoč evrov, bo sofinancirala država. Pridobili smo 200 tisoč nepovratnih sredstev iz Ministrstva za kulturo, ker je to pač pod spomeniškim varstvom, kulturna dediščina. Ostali les in material bomo pripravili sami iz svojih gozdov, ki smo jih letos tudi delno odkupili od več lastnikov, tako da je zdaj imamo v lasti okrog 7 hektarjev hrastovega gozda in računamo, da bomo iz tega pridobili les za vse 3 mostove, ki mislimo narediti nove. Za ta južni most je sicer les praktično že posekan. Gradbena dela morajo biti končana do konca avgusta, nekoliko večji izdatek bo tudi nadaljevanje temeljite prenove Vodeniške ceste. Prva faza, koliko je znano, je bila dograjena praktično skoraj do Kočarije, malenkost nižje. Zdaj drugo fazo bi šli v isti izmeri ali pa celo večji del, koliko nam bojo pač finančna sredstva omogočila. Predvideno je sicer 203 tisoč evrov za to investicijo, samo mislim, da treba še kaj dodati, da pridemo modle. Za varnost najšibkejših udeležencev v prometu nameravajo poskrbeti z izgradnjo pločnika ob državni cesti med gostilno Žolnir in benzinskim servisom. Znatna sredstva, skoraj 120 tisoč evrov, pa v Kostanjevici vnovič namenjajo za obnovo lokalnih cest in makadamskih javnih poti. Ta načrt obnovo bomo še dodelali, nič ni znano. Takoj po novem letu sem sestal svetniki, poiskali variante, ki je najbolj nujno še kaj postoriti. Potem, ko so lani celovito komunalno opremili stanovanjsko območje na Ljubljanski cesti, se bodo del lotili še v neposredni bližini na Gorjupovi cesti. Smo nekako prišli do dogovora s temi investitorji, da se jim omogoči čimprejšnja izgradnja infrastrukture, tako da bojo tudi neka sredstva oni prispevali, sami lastniki. Ti bodo za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnim prispevkom in lastnim vložkom skupaj prispevali 35 tisoč evrov.
Seveda občina mora iti vedno nasproti, potem tako računamo, da jim bomo omogočili letos tudi to komunalno infrastrukturo, ne v celoti, saj priklop na kanalizacijsko omrežje, vodovodno pa elektro, pa makadamsko izvedbo cestišča. V naslednjem letu bi pa nekako dokončali javno razsvetljavo, pa naselje še asfaltirali. Dobrih 70 000 evrov letos namenjajo še za dokončanje del v nekdanji podružnični osnovni šoli v Črneči vasi. Tukaj smo pač v proračun dali, malo se zavedamo, to ne bo dovolj za dokončanje. Sicer bomo mogli nekako poiskati sredstva ali potem s kakimi sponzorska ali pa z rebalansom potem preusmeriti. Seveda radi bi to nekako dokončali, sploh zaradi tega, ker tukaj so ljudje, vaščani, zelo angažirani sami. Nekako imamo neko moralno obvezo, da to probamo dokončati. Kostanjevici imajo, potem ko so postopek sprejemanja pobud občanov končali že v letu 2019, v načrtu še sprejem prvih dopolnitev in sprememb ključnega razvojnega dokumenta občinskega prostorskega načrta, ki so ga sicer v sedanji obliki sprejeli pred skoraj 10 leti. Ja, v najboljšem primeru bo drugo leto mogoče gotovo, ni pa to garancija. Kako hitro bojo pač soglasodajalci tlele odločili. Obetamo se seveda kot vsaka občina čim več stvari porihta, da nam bo lažje delo, pa veliko je črnih gradenj, legalizacij, da to rešimo saj, ne. Za dokončanje postopka prvih sprememb in dopolnitev OPN-ja v proračunu zagotavljajo 50 000 evrov. Skoraj še enkrat toliko pa bo občino predvidoma stala priprava projektne dokumentacije za obnovo mestnega dvorca na Otoku. Sicer pa se v Kostanjevici, če bodo to dovoljevale razmere, pestro leto obeta tudi na društvenem in družabnem področju. Številne prireditve naj bi namreč letos potekale v znamenju častitljivega jubileja, 770-letnice najstarejšega in hkrati najmanjšega mesta v jugovzhodni Sloveniji. Hvala za vašo pozornost, da bi s čim bolj lahkotnim in brezskrbnim korakom šli v naslednje dni in tedne.